Meseca julija se bodo v Parizu začele poletne olimpijske igre. V sklopu nastopov na olimpijskih igrah slovenskih športnikov po Sloveniji v različnih občinah gostuje slovenska bakla, ki spodbuja uresničiti olimpijske sanje mladim športnikom. 2. julija je bakla prišla tudi v Slovensko Bistrico. Na osrednjem stadionu so pričakali mladi športniki, bivši in sedanji olimpijci, župan dr. Ivan Žagar, ki je vse tudi lepo pozdravil, predsednik Športne zveze Bojan Fajs in predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije. Kar nekaj držav po Evropi ima projekt njihove, tako imenovane bakle, državne, tako tudi v Sloveniji, zdaj drugič zapored. In v 3 mesecih ta bakla dejansko obišče, zdaj smo že proti koncu, kot ste omenili, 178. občina Slovenska Bistrica od 212 v Sloveniji, v 3 mesecih praktično prečesala celotno Slovenijo, tako da še 2 tedna nas čakata poti bakle, v povprečju obiščemo po 3 občine na dan. 13. julija pa bo zaključila delansko pot z zadnjo obiskano občino, ki bo letos Kranjska Gora, in potem bo ta slovenska bakla dejansko z našimi olimpijci tudi odpotovala na prizorišče iger v Pariz, kjer bo bdela nad uspehi v slovenski hiši, bdela nad uspehi naših športnikov. Slovensko baklo je na osrednji stadion prinesel bivši olimpijec judoist Franc Očko. Nato pa so baklo skupaj z mladimi športniki v simboličnem teku na 400 metrov ponesli še olimpijci, judoist Filip Leščak, atlet Boštjan Fridrih in tekvandoist Ivan Trajkovič. Bivši olimpijci pa se takole spominjajo svojih olimpijskih nastopov. Pred 40 leti si prvič nastopil na olimpijskih igrah v Los Angelesu, bilo to, nato pa še v Seulu in v Barceloni. Kakšni so rezultatski spomini na te 3 velike nastope? Ja, moram reči, da se letos izteka 40 let, odkar sem prvič nastopil na olimpijskih igrah. Najbolj se mi je vtisnilo seveda Los Angeles, moja prva olimpijada, ko sem se boril za medaljo in nesrečno izgubil. Moram reči, da v Moskvi sem bil še sorazmerno mlad, 20 let star, ko sem se kvalificiral za olimpijske igre. Tam sem izgubil v prvem kolu z Angležem Nimanom, ki sem ga predtem na evropskem prvenstvu premagal. Bil je malo grenak priokus, ampak to so olimpijske igre, ki je pač nova igra in mogoče malo neizkušnje in malo strah pred tako velikim dogodkom. 4 leta pozneje v Los Angelesu pa je bila že malo drugačna zgodba, ker smo s Filipom nastopala skupaj, smo nekako en drugega bodrila. Filip je bil zelo blizu medalje. Jaz sem izgubil četrtfinalu z Francozom, ki je bil potem na tej olimpijadi 3. naslednji olimpijski prvak, tako da sem tudi tam v težki borbi. Tako da mislim, da sem v tem drugem delu bil zelo blizu, tudi mogoče v odličju, ampak to so olimpijske igre in je treba seveda priti, tudi ko prideš tam nekje do četrtfinala, so vsaj za tiste čase bili veliki uspehi. Ja, v Sydneyju dejansko imeli smo res srečo, lokacija je bila zanimiva, takrat smo bili dejansko štafeta 4x100 metrov, zelo mladi fantje, za nas se je takrat res dogajalo, šli smo na tekmovanje, v bistvu prvo tako veliko, naš cilj takrat je bil pač zastopati slovenske barve dostojno, vendar smo na koncu zelo dobro nastopali, se uvrstili v polfinale, se pravi med 16 najboljših štafet na svetu, popravili državni rekord za več kot 3 desetinke, kar je bilo za nas takrat res, kot da bi dobili medaljo, in smo bili takrat vsi presrečni, zadovoljni, mogoče ne takoj po tekmovanju, ampak potem z leti, ko to premlevaš, ko nekako vidiš, da dejansko je bil ta rezultat res zelo, zelo velik za eno tako Slovenijo, malo sploh v šprinterskih disciplinah, ker vemo, da je konkurenca res izjemna. Prvi nastop je definitivno, bom rekel, boljše rezultat preprečila mladost pa neizkušenost. Na drugih olimpijskih igrah pa to 5. mesto za 1 točko se mi je zmuzla medalja. Mislim se že sprijaznil, da tega ne bom prebolel do konca življenja, ampak takšen je šport. Žal mi je, da nisem osvojil te tako željene medalje, ampak niso še moje olimpijske sanje, bom rekel, umrle, čeprav sem že star skoraj 33 let. Verjamem, da če bom ostal zdrav, pa če bom pametno treniral v naslednjih letih, da
še vedno obstaja vsaj teoretična možnost, da se udeležim še enih olimpijskih iger, ampak pustimo, to je še dolgo do takrat, imam pa še dosti časa tudi, da še treniram pa tako dalje.